Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri vas želimo seznaniti s projektom, ki bo v času draginje namenjen predvsem potrošniku. Kot veste, se je v začetku septembra začelo spremljanje in primerjava maloprodajnih cen prehranskih proizvodov med posameznimi trgovci v Sloveniji in v tujini. Namen tega ukrepa je slovenskemu potrošniku ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih prehranskih proizvodov, kot tudi informacijo o poreklu ter kakovosti posameznega proizvoda. Narejena tudi posebna spletna stran, preko kateremu je potrošniku omogočen transparenten pregled in lažja izbira med primerljivimi proizvodi. Spletna stran bo na voljo vsem po današnji novinarski konferenci. V nadaljevanju bodo projekt predstavili ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko ter generalna direktorica Direktorata za hrano na ministrstvu Ana Lemarešal. Po uvodnih predstavitvah pa bodo na vrsti vprašanja za novinarje. Najprej pa k besedi vabim ministrico Ireno Šinko. Prosim. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot tudi v mojem imenu. Spopadanje z draginjo tako energetsko kot tudi prehransko je ena izmed ključnih prioritet te vlade vse od njenega nastopa. Vlada se je prehranske draginje lotila po celotni verigi. Od nastopa 1. junija pa vse do danes smo sektorju kmetijstva in pa ribištva namenili skupaj nekaj čez 22 milijonov evrov, da bi lahko se lažje spopadli z draginjo, ki je zadela primarno proizvodnjo, torej z repromaterial, potem energente in pa gorivo. V zadnjih tednih smo se predstavniki vlade pogovarjali oziroma vodili dialog z vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano, tako z kmeti, z predelovalno industrijo, kot tudi z trgovci. In sicer zavedamo se težkih razmer, s katerimi se soočajo vsi deležniki v verigi preskrbe z hrano. Zato ne smemo pozabiti nobenega segmenta, da bi kakorkoli izpustili in se ves čas dejansko skrbimo za to, da najdemo rešitve za vse deležnike. Cilj naših ukrepov so predvsem trije. Prvi cilj je, da želimo zaščititi gospodinjstva. Gospodinjstva se na eni strani soočajo z visokimi cenami hrane, po drugi strani pa se njim zmanjšuje kupna moč zaradi inflacije. Potem drugi cilj je nekako, da želimo zagotoviti preskrbo in oskrbo za hrano celotno prebivalstvo Republike Slovenije. In tretji cilj je, da želimo dejansko porazdeliti breme draginje po celotni verigi. Številne že sprejete ukrepe je tako potrebno umestiti v širši segment zaščite potrošnika, predvsem pa najbolj ranljivi segment naše družbe. Dodaten ukrep, ki ga danes predstavljamo, je tako imenovana mehka regulacija, in sicer, kot smo že napovedali, bomo spremljali cene osnovnih živil. O višanju cen hrane želimo potrošnike seznaniti, in sicer na način, da bodo lahko primerjali posamezne proizvode, ki so primerljivi med samo po različnih trgovcih, kakor tudi o poreklu in pa kakovosti teh proizvodov. Cena torej ne bo edini parameter, ki ga želimo med seboj primerjati, ampak bodo poleg cene še lahko tudi primerjali kakovost in pa poreklo. Na ta način bodo potrošniki dobili jasen pregled, na podlagi katerega se bodo lahko odločili za nakup posameznega proizvoda. Ali je ta ukrep mehke regulacije dovolj, da bomo lahko brzdali cene, bomo videli čez nekaj časa in takrat bomo potem se odločili, ali bo potrebno sprejeti še kakšne ukrepe. Za primerjavo, če povem, za podoben primer se je za tak ukrep spremljanja cen odločila tudi češka vlada, ker skupaj z svojim protimonopolnim uradom dejansko spremljajo cene po celotni verigi. Torej, oni že spremljajo cene po celotni verigi, mi pa zaenkrat spremljamo samo cene v trgovini. Cene bomo spremljali 7 mesecev, in sicer od 6 največjih trgovcev
in pa 3-krat v tem obdobju tudi v tujini, in sicer na začetku, potem na sredini spremljevalnega obdobja in pa na koncu. Spremljali bomo torej cene v Avstriji, Italiji in pa na Hrvaškem. Povedati je potrebno, da so 3 od naših trgovcev, ki smo jih zaprosili za soglasje, že dali soglasje za spremljanje cen v trgovina, in za ostale pa pričakujemo, da bomo to soglasje tudi v kratkem dobili. Torej, tako kot sem že povedala, vkolikor ukrep mehke regulacije ne bo dovolj, se bo vlada odločila za ukrep na podlagi zakona o kontroli cen in bomo dejansko zahtevali cene od vseh deležnikov v verigi, torej od primarnega, sekundarnega in pa terciarnega sektorja. S tem, da je tukaj potrebno poudariti, da pač te cene ne bodo javno dostopne, ampak bodo to cene, ki bodo potem samo za potrebe Vlade Republike Slovenije. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. Besedi vabim generalno direktorico Direktorata za hrano, gospod Ano Lemršaj, prosim. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz vam bom pa danes predstavila to spletno stran oziroma primerjalnik cen živil in kako je bil izveden prvi popis in tudi naslednji popisi. Torej, kot je že bilo rečeno, obdobje spremljanja izdelkov bo od 1.9.2022 do 31.3.2023. Spremljali bomo 15 osnovnih živil oziroma skupin živil, ki so fiksni in stalni in se bojo spremljali skozi celotno obdobje. Poleg tega bomo pa še spremljali 5 dodatnih živil oziroma skupin živil, ki bodo se izkazali kot potrebni glede na sezonsko ponudbo oziroma povpraševanje strani potrošnikov. Tako da teh 5 dodatnih živil bomo sproti tudi menjavali glede na same potrebe potrošnikov. Končno število izbranih izdelkov Slovenije pri tem popisu je bilo 184 izdelkov. To pomeni 184 različnih izdelkov, ki smo jih popisovali v celotnem tem prvem pregledu. Skupaj je pa bilo popisov 253, kar pomeni, ker so se določena živila tudi ponavljala pri določenih trgovcih. Če na hitro pogledamo, torej teh 15 osnovnih skupin živil, imamo moko, kruh, testenine, goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso, mleko, jogurt, sir, maslo, jajca, jabolka, krompir, olje in sladkor. Ta živila bodo stalno spremljana v tem obdobju. Dodatnih 5 skupin živil, ki smo jih pa vključili že v prvi popis in bojo tudi spremljena zdaj v naslednjem popisu, so pa paprika, čebula, paradižnik, hruške in bučno olje. Pri samem popisu so popisovalci preverjali torej izpostavljenost samega izdelka. Izpostavljenost je seveda subjektivna ocena vsakega posameznika, ampak se nam je zdelo pomembno, da se to tudi popiše, ker zaradi določenih akcij, ki so lahko kratkotrajne, se določeni izdelki bolje izpostavijo od drugih. Potem smo popisovali ime in blagovno znamko, poreklo samega proizvoda, hranilno vrednost in tudi za naše ministrstvo zelo pomembno tudi navedbo kakovosti, torej vsi znaki kakovosti oziroma sheme kakovosti, če je določen proizvod v te sheme vključen. Izbor trgovcev v Sloveniji, odločili smo se za 6 največjih nacionalnih trgovcev v Sloveniji, torej pomembno je bilo dejstvo oziroma odločilni faktor je bil ta, da je zagotovljena nacionalna pokritost v Republiki Sloveniji. Glede lokacije smo se pa morali odločiti za eno lokacijo. Želeli smo izbrati večje trgovske centre, ker je tudi ponudba teh izdelkov večja. Lokacijo smo pa izbrali Ljubljano, zato da zagotavljamo tudi primerljivost cen, ker bo ta popis bo izveden ves čas na isti lokaciji, vkolikor na tisti lokaciji ne bo možno, bo v tisti regiji izbran tudi drugi največji center oziroma trgovec.
V tujini je bil kriterij seveda oddaljenost 50 km od meje. Kot rečeno, je bil prvi popis izveden 15.9. na Hrvaškem, Italiji in Avstriji. Prav tako smo že izbirali trgovce, ki so prisotni tudi v Sloveniji, torej na Hrvaškem, Italiji in Avstriji so isti trgovci Lidl in Spar. S tem bomo tudi lahko primerjali cene z našimi trgovci, dodatni trgovci so pa še Konzum, Konad in Billa. Kako je pa potekal sam popis? Pomembno dejstvo je bilo, da popis naredi popisovalec skozi oči potrošnika. Kaj to pomeni? Da je šel v trgovino in sam popis naredil na enak način, kot bi potrošnik nakupoval izdelke. Torej, pri samem popisu smo imeli dve skupini popisovalcev, ki sta ločeno izvedla popis, torej prva skupina popisovalcev je naredila prvi osnovni popis na terenu, drug testni popis je bil izveden ločeno ponovno in na osnovi tega so vsi podatki bili vneseni v bazo izvajalca. Vkolikor je prišlo do križanja oziroma napake, se je naredil še tretji pregled oziroma popis. Pri samem popisu je bilo ključno za nas, da se popisuje torej redne cene izdelkov, ker pa vemo, da so tudi določene akcije, smo se odločili tudi za popis akcijskih cen, ki so na voljo vsem potrošnikom, ne glede na to, ali imamo kartične popuste. Torej, mi smo vključevali samo akcijske cene, ne pa popuste, ki so na voljo zaradi neke zvestobe oziroma akcije. Na kratko bi mogoče še predstavila primerjalnik, kar bojo potrošniki tudi videli na spletni strani. Torej, primerjalnik bo na voljo na spletnem naslovu Naša super hrana in prav tako na spletnem naslovu vlade go.si, torej posebni strani namenjeni za draginjo.